Snimam. Say hi. Živijo sem skupaj. Tokrat sem v svojo družbo povabila eno krasno plesalko. Pravzaprav svobodno plesno umetnico, tudi koreografinjo, pedagoginjo. Urša, Živjo. Živjo. Povej mi, kaj bi še ti povedala o sebi, kako bi ti sebe opisala? Kdo je Urša Rupnik? To smo zdaj dala najtežje Vem, nalogo. da. Kako te mogoče drugi opisujejo ponavadi, ali kako ti sebe doživljaš, no? Kako me drugi opisujejo, ne bi, ker v bistvu ne vem. Moram koga izprašati. Kako sebe doživljam zadnje čase, zelo busy, s čimer sem v bistvu zelo zadovoljna in vesela in srečna, zato ker imam veliko dela na področju, ki me res zanima, to je plesna umetnost. Ukvarjam se s poučevanjem, kar imam zelo rada, različne v bistvu stopnje znanja ljudi, od akademskih, se pravi šolajočih se plesalcev za profesionalne plesalce do čistih ljubiteljev, začetnikov in tako naprej. To je eno delo, ki me kar usrečuje, še posebej, kadar dobivam nazaj svojo energijo, ki jo tudi predajam. Dober feedback. Ja, potem oder, seveda, predstave, to mi je blazno ljubo. Je pa zelo težko, zato ker smo freelancerji in tudi kako free zvoziti ta slalom skozi vse zahteve, da sploh dobimo kaj financ, da sploh lahko preživimo in tako naprej. Ampak slišim, da ti dobro uspeva. Jaz sem imela zdaj srečo, da sem te v bistvu ujela tik preden si odletela oziroma greš v tujino. Daj nam malo več povej, kam greš? Ja, eno tako decembrsko ekspedicijo imam. Grem en teden v Berlin na izobraževanje, kar mi je ful drago, zato da tudi jaz kaj prejemam, ne da ves čas dajam za en teden. Potem grem pa za 3 tedne v Beograd, učiti na njihovo akademijo oziroma inštitut za umetniški ples. Sem bila že lani, letos se vračam in sem tudi ful vesela, se veselim, ker sem imela ful lepo izkušnjo lani. Lepo. Zdaj, če vas zanima, odkje poznam Urško? Urška ali Urša? Ti reče, kdaj je Urška, ne? Z Uršo sva se srečali v bistvu prvič približno 2-3 mesece nazaj, no, ko sem se jaz odločila, da se vpišem na tečaj sodobnega plesa, ker sem že zelo pogrešala ples, v bistvu ta stik s svojim telesom, s svojimi občutki, intuicijo, tudi ples zelo intuicijo prebuja in tudi to izražanje preko giba. In moram reči, da si me navdušila v bistvu že pri prvi vaji. Predvsem zato, veš zakaj? Zato, ker sem videla, na kak način, na kako lahkoten način v bistvu predajaš to svoje znanje, ki ga imaš, res z občutkom, potrpežljivo. Imaš ravno pravo mero. Malo nas brcaš v rit, ampak ne preveč. In predvsem pa, kako ta tvoj ples gleda tako lahkotno na vajah. Mi smo še malo leseni ponavadi, ne, začetniki, ampak tebi res uspeva v bistvu z nekim občutkom to prenesti. To je verjetno posledica leta in leta v bistvu izkušenj, so to najbrž že od malega plešeš, verjetno, ne? Ja, definitivno gre za leta in leta. Tudi drži, da od malega plešem. Je pa tudi odvisno od tega, kam se usmeriš, v kakšen plesni stil. Sodobni ples je ena taka ogromna vreča različnih stilov, principov in tako naprej. In mislim, da je to mehkobo, ki jaz imam v gibanju, sem predvsem dobila z delom z enim ameriškim koreografom, ki sem tudi njegova asistentka, njegovo ime je Joe Allegado. In z njim mislim, da že vsaj 10 let delam. Plesala sem v njegovi kompaniji, večinoma pa potujem z njim okrog kot asistentka na predavanjih, seminarjih, delavnicah, tako da on je ena taka moja velika šola in tudi po njegovem stilu, tudi moj stil nekako iz tega izhaja, zato ker se je tudi moje gibanje oblikovalo skozi delo z njim in njegov princip je tako zelo temelji na mehkobi, na atomski pravilnosti telesa, postavitve telesa, tako no, pač ta stik z zemljo, z nebom in vse, kar je vmes. Ja, pa je bil sodobni ples vedno številka 1 v tvojem življenju ali si plesala tudi že druge plese? V resnici je bil vedno sodobni ples. Oziroma izrazni ples, če sem bolj natančna, zato ker tudi moja mama je učila izrazni ples in sem nekaj časa bila pri njej, kar sicer ni najboljša ideja. Mama, ne zameriti? Ne zameriti tam.
Razumem. Ampak sem se tudi veliko naučila, no, po resnici. Tudi malo povedano. kaj ve, ne? Torej imaš nekako v koreninah, to bi rekel, oziroma v genih ali pa tako nekako. okolju že. Okay. Kaj pa v bistvu, kako bi v bistvu opisala sodobni oziroma izrazni ples? Kaj tebi pomeni, kaj je bistvo sodobnega plesa zate? To je ful dobro vprašanje. Mogoče eno anekdoto, če Ja. zdaj, ker sem tako po koreninah vprašala. Ker sem bila v osnovni šoli, tako v nekih zelo zgodnih razredih, vem, da so prišli iz ene bolj komercialno usmerjene plesne šole, pač imeti tečaje in videti, kjer otroci so dobri in sposobni, da bi jih tu na ta način privabili, ne. In mene je zagledal ta učitelj in me je pol na koncu potegnil strah in rekel, ti kar pridi k nam plesati, boš imela lepe obleke, pa tako vse bo super, bleščeče in to, ne. Jaz mislim, da nisem niti pomislila, ampak sem rekla, ne, jaz plešem izrazni ples, to je to, ne rabim nič drugega. Si ostala pri svojem. Tako da ne vem, izrazni ples verjeten. Čutiš svobodo pri tem? Ja, pa tudi neka ta iskrenost do sebe, da stvari res prihajajo od tebe, iz tebe, da se ukvarjaš bolj s sabo, kako stvari od znotraj grejo navzven, ne pa kaj od zunaj lepiš na sebe, mogoče. Bravo, zelo dober opis. Ja, jaz sem ta nekak občutek večji dobila, verjetno bolj kot na vajah, kjer se šele učimo, na plesni predstavi Druga prihodnost. To je bila plesna predstava, ki je bila del festivala, oziroma je del festivala Živa 2019. Ti si bila v bistvu, če prav razumem, koreografinja oziroma vodja plesne skupine, ki je nastopila. Baje ste tudi zlato priznanje dobile? Ja, to je zdaj tako, da razrešimo to mistiko. Zlato priznanje dobijo vsi, ki se udeležijo festivala Živa. Zato, ker festival Živa je državni izbor, ki se dogaja čez celo leto, ko selektorji po celi državi izbirajo ali plesne miniaturke ali predstave in na koncu se vsi izbrani kot najboljše, kar slovenska plesna scena, mladinska plesna scena ponuja, pokažejo na festivalu Živa. In vsi prejmejo zlato priznanje. In tako smo ga tudi mi. Lepo, ampak tudi zasluženo. Jaz sem bila na tem festivalu oziroma na tej plesni predstavi. Jaz ne bom pretiravala, ampak ti res povem, da sem ves čas med predstavo čutila res mravljince, tisto res po celem telesu, ne? Ker ponavadi čutim, ne vem, da mi grejo dlake po konci, ko slišim kako dobro stvar, ampak to je pa bil tak občutek, da nekako, ne vem, vsaka celica vibrira, res, dobesedno. In ko sem šla iz predstave, v bistvu nisem niti našla besed, ne, kako bi to opisala, ker to se mi zdi, da je res eno tako čutno doživetje, no, ne znam ga drugače opisati, vsa tista neka harmonija na odru, te dotiki, detajli, da mi povejo, je to, ne vem, posledica res na eni strani verjetno trdega dela, treningov, discipline, res tehnike izdelane, teh detajlov, pa na drugi strani verjetno, kot si že prej rekla, ta duša, ki jo date noter, ta predanost, to se res čuti. Kaj bi ti rekla, kaj naredi dobrega plesalca dobro predstavo, no? To, kar si zdaj povedala, je ful lep kompliment, zato ker mislim, da je lih služba sodobne umetnosti in sodobne plesne umetnosti ta, da pusti nekaj v gledalcu. Mogoče ne toliko zelo na racionalen način, da ti niti, kot si rekla, ni potrebno ali pa ne znaš tega ubesediti, ampak če se dotakne tvojega telesa, je to zelo veliko s tem, ko samo gledaš predstavo. Hvala. Res, Te plesalci so z mano že nekaj časa in letos so se odločili, da se bojo poimenovali Ursus Dancers, tako da malo zastopajo mene, pa malo sebe. In tudi to predstavo smo naredili pod tem imenom. Jaz sem bila večinoma, lahko rečem, mentorca, koreografinja, malo na koncu, ko je bilo treba kaj pošlihtati, drugače pa večinoma so njihovi materiali, so oni ustvarjali plesni material in sicer tako, da smo imeli zelo dolg proces, kar se očitno v tej predstavi tudi pozna, zato ker smo ne samo veliko plesali, tudi veliko smo se pogovarjali, pisali smo zelo veliko, tako da smo prihajali do različnih tematik ali pa različnih kotičkov telesov in teles in duš, tako da to smo pa prelili v ples. Tako da je zelo njihova ta predstava v resnično in očitno. In so bile tudi zadovoljne in dosegle v bistvu ta namen, da so se dotaknile. No, če pa greva zdaj za konec mogoče še k tečaju, ki ga imaš ti tukaj,
v plesnem epicentru. Vem, da to ni edini kraj, kjer poučuješ, imaš že več studijev, ampak povej, zdaj mi smo šele začetniki, no, ampak sej nismo tako švoh, ne, sej nam gre, imamo potencial. Velik potencial. Ti si predvsem potrpežljiva, tako da hvala za to. Z veseljem. Rekla si že, da poučuješ in dijake, in študente, in odrasle. Kaj bi mogoče sporočila vsem tistim, ki že hodimo na tvoje vaje, pa tudi tistim, ki mogoče še prihajajo za nami? Kaj bi jim rekla tem ljubiteljem sodobnega plesa? Pridite, mi smo tle. Še je zakon. Kaj bi rekla? Mogoče res. Tisti, ki se bojijo, mogoče narediti ta korak. Ali pa ja, mogoče je lihtano, pogum, pa. Meni je ful pomemben, sploh začetniki ali pa ljubitelji, tako kot ste vi, da se ustvari eno varno okolje, kjer ni nič narobe in kjer te ni sram, da pač počneš karkoli že počneš s svojim telesom, da se izraziš skozi svoje telo, da tudi možgani, duša, vse dela, da ni enega tega pritiska, no, da se bi počutili neprijetno. No, mislim, da je to najbolj važen, sploh če se šele začneš ukvarjati s plesom, s svojim telesom, da sploh vidiš, kaj vse se da, kaj vse se dogaja. To pogum in veselje. Krasno. In meni je to všeč, meni je ravno zaradi tega všeč in nikoli zanimivo ne čutim tega odpora. Ponavadi, ko se bo treba iti na kakšne, ne vem, ali telovadbo ali karkoli, imaš kar tisto odpor ali pa karkoli. Pri tebi recimo mi je pa zanimivo, kar skočim, grem brez problema, ker se čuti, da res ni te prisile in to je tista prava motivacija v resnici. No. Tako da, evo, marsikaj lepega si slišala tudi v sebi, ne? Zdaj imamo odgovor na prvo vprašanje. No, vidiš, so zaokrožili, tako da, Urša, res najlepša ti hvala. Veliko sreče in navdihuj še naprej s plesom ljudi okoli. Hvala lepa. Okay, čau. Čau.